Na hektolitre vode je steklo po grlih več kot 18.000 tekačev, sodelujočih na Ljubljanskem maratonu. Kenijci so bili v ospredju tako na začetku kot ob koncu maratona. Vmes pa kopica zanimivega dogajanja. Prikupne plesalke, prijazni zmajček in zagrizeni navijači denimo. Koga podpirate? Podpiram Živo vodo, po mojega moža pa še nekaj prijateljev. Lahko nekaj več poveste o tem? Živa voda, to je eno prostovoljno društvo, neka organizacija, kakorkoli. Zbiramo pa za dejansko denarne prispevke za izstop vodnjakov v Malaviju. Tek, ki postaja slovenska športna droga, je v progo pripeljal številne celotne družine. Kako ste se odločili, da na maraton pošljete ženo? Glede na to, da je ona pač za te dolge proge bolj zagrizena kot jaz, sem ji dal prednost. Poleg tega pa lani je imela ona trebuh, pa sem šel jaz, tako da letošnje na vrsti ona. Torej, naslednje leto spet vi? To se bomo mogli pa še doma posvetovati, oziroma bo še vojna, družinski dvoboj. Ko je bila žeja najbolj neugasljiva, pa je na pomoč priskočila tudi žurnalova ekipa. Po prečkanju ciljne črte je tekače preplavilo z utrujenostjo pomešano zadovoljstvo. Perfektno, adrenalina v višku, ogromno ljudi, ogromno sreče, ogromno veselja. Vsi smo laufali perfektno. Je bila kakšna krizica? Ne, skozi nas vsi motivirali. Kdo pa je tole? Ivan Simič, predsednik Nogometne zveze Slovenije, ste si že oddahnili vsaj za silo? Ja, sem. Je bilo izjemno težko? Na prvih 10 je bilo super, pa se je začelo. Dolga varianta je bila? Ja, mislim, da kar dolga, ampak glede na moj delovni čas, ki je 12 ur, je čisto mir. Časti, hvale, aplavza in zavidenja pa je vredna neuklonljiva volja prekaljenih deklet. Boste še tekli na maratonu? Še bom tekla. Še bom tekla, ker mi še minilo veselje. Mi ni minilo.